Pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Na nedavnem državnem prvenstvu v kolesarstvu, ki je potekalo v Celju, se je Jakob Petrič iz ekipe Sloga 1902 Idrija pokitil z naslovom državnega prvaka v kategoriji mlajših mladincev. In Jakob Petrič je danes tudi gost v naši športni oddaji. Dobrodošli, Jakob, in seveda najprej iskrene čestitke za naslov državnega prvaka. Najprej, kako se kaj počutite sedaj, ko ste že malo zbrali misli po naslovu kariere morda? Ja, jaz sem kar ponosen na naslov. Sem si tudi že dolgo želel pridobiti ta naslov državnega prvaka, ampak pa se zavedam, da to še ne pomeni, da ne smem več trenirati in da moramo še zmeraj trenirati in biti vsak dan boljši, ker je še veliko prostora za izboljšave. Koliko pa vam pomeni dejstvo, da lahko sedaj celo leto na tem prekrasnem dresu nosite slovensko trobojnico? Ja, to mi pomeni kar veliko, zato ker sem si že dolgo želel tega dresa in tega naslova. Sem gledal tudi druge sotekmovalce, ki so ta dres imeli pred prejšnjimi leti in mi to zelo veliko pomeni. Kako pa ste sploh prišli do naslova državnega prvaka? Nas lahko malce popeljete čez dirko? Kdaj ste videli, da boste zmagali? Ja, v Celju se je začela tri kroge dolga dirka, dolga 64 km. In po parih kilometrih je nastal pobeg 6 kolesarjev, v katerih sem bil vključen tudi jaz. Držali smo enak tempo kot glavnina oziroma malo hitrejši in smo po enem krogu izvedeli od sodnikov, da imamo 2 minute prednosti. Potem smo pa samo stopnjevali in prišli do zadnjega kroga. Takrat mi je tudi iz avta povedal trener Simon Čebej, da imam možnosti za zmago in da sem med najmočnejšimi v skupini. In na zadnjo špico sem napadel in odpeljal 9 km solo do cilja. Kakšno so to čustva, ko se sami peljete proti naslovu državnega prvaka v slogu morda Tadeja Pogačarja na lanskem svetovnem prvenstvu? Je bilo lepo? Lepo, ampak hkrati zelo mučno. Nisem tudi vedel, koliko prednosti imam pred zasledovalci, zato sem šel skoraj do konca na maks, ampak potem, ko prideš v cilj in vidiš, da boš zmagal, so občutki kar neverjetni. Koliko pa vam pomeni dejstvo, da lahko trenirate s kolesarji, ki so prav tako v državnem vrhu? Vemo, na državnem prvenstvu v Celju sta odlično dirkala tudi vaša ekipna kolega Saš Božič in Nik Hvala, ki sta zadaj v glavnini pokrivala napade tistih glavnih konkurentov. Ja, to je res izvrstno, sploh ker smo malo manjši klub, smo vsi zelo dobri prijatelji in zaradi tega se tudi veliko da zmeniti z njimi in pač, če vidijo, da sem v pobegu, pokrivajo napade in žlajfajo skupina. In tudi fajn na treningih je, ker smo vsi dokaj enakovredni in lahko drug z drugega malo spodbujamo s tem, da tekmujemo med sabo in s tem vsak dan premikamo meje. Na dirkah pa vas pogosto spremljajo tudi družinski člani, tudi vaš mlajši brat. Kako pomembna vam je prisotnost družine na glavnih dirkah sezone? Ja, prisotnost družine mi pomeni zelo veliko, ker vem, da si vzamejo veliko svojega prostega časa, pa tudi denarja, da me pripeljajo na dirka in spodbujajo in so ob meni, ko jih potrebujem, in to mi zelo veliko pomeni, me motivira za naprej. V vaši ekipi Sloga 1902 pa, bomo rekli, v prostem času deluje tudi Borut Božič, izvrstni idrijski kolesar, prvi Slovenec zmago na 3-tedenski dirki. Kasneje, tisto popoldne, ko ste zmagali vi, je do naslova državnega prvaka pripeljal še drugega Jakoba Mrzela, ki je postal članski državni prvak. Kako pomembna vam je prisotnost takšnega velikega strokovnjaka v vaši ekipi? Ja, Borut se res pozna na kolesarstvu, ker se s tem ukvarja že zelo dolgo, skoraj celo življenje. In nam daje zelo različne napotke, ki pridejo prav v tekmovanju in pred tekmovanjem ter na pripravah in treningih. In to je res pomembno, ja. Kako velika pa je vaša ekipa, denimo na državnem prvenstvu? Ste imeli kakšne spremljevalno ekipo ali zgolj Boruta in Simona? Ja, prišli so tudi starši vseh tekmovalcev zraven, pa trenerja, ja, in to je to. Kakšen tip kolesarja pa sploh ste? Vemo, v Idriji imamo veliko različnih kolesarjev, kljub temu, da živimo v hribih, imamo odlične šprinterje, kronometriste. Kje najraje dirkate? Ja, meni so predvsem všeč klanci, ker sem malo lažji kolesar, ampak mi grejo pa tudi drugačne dirke, čeprav lih šprinter res nisem. Ampak ja, sem predvsem za klanec, ampak tudi za drugo.
Kje pa se vidite v prihodnosti v vaši kolesarski karieri, katere dirke vas čakajo še letos? Ja, to leto nas čaka še kar velik dirk. Gledamo tudi naprej na državno prvenstvo v Kriteriju, ki bo v Komendi, v industrijski coni v avgustu. Čez par let se pa vidim v bistvu ne vem še, ampak si želim biti v neki višji ekipi, kjer bi treniral in po možnosti zmagoval. Morda vam lahko vaš trener Borut Božič priskrbi kakšno mesto v ekipi Ja. Bahrain Victorious. Imate morda kakšnega vzornika, vemo, iz idrijske občine prihajata dva izvrstna profesionalca, Jan Tratnik in Matevž Govekar. Ja, sta mi vzor, ampak nista mi pa prav, da bi se prav zgledoval, pa nema. Sta oba vrhunska kolesarja in ja, želim biti kot oni dva na tej ravni. Spremljate morda dirko po Franciji, ki se sedaj že razplamteva, kdo je morda tam vaš favorit? Ja, tu bo zelo običajen odgovor, ampak jaz sem za Tadeja Pogačarja in se mi zdi, da bo to let kar dober. Sedaj obiskujete tudi srednjo šolo tukaj v Idriji. Kako združujete vaše treninge in srednješolsko izobraževanje? Ja, med šolskim letom sigurno malo zanemarim treninge, ker pač enostavno ni toliko časa, sploh zdaj, ko sem bil v prvem letniku, je bil kar velik preskok iz osnovne šole na srednjo, tako da sem treninge res malo zanemaril, ampak zdaj med počitnicami probujem to nadoknaditi. Še ena podobnost med vami in Janom Tratnikom morda. Tako kot on, ki je igral košarko kot otrok, ste tudi vi začeli v enem drugem športu. Slišal sem, da ste kar 9 let trenirali nogomet tukaj v idrijskem klubu. Kaj vam je morda nogomet dal, da ste sedaj toliko boljši kolesar? Ja, nogomet mi je dal veliko discipline, ker pač isto smo tam mogli na treninge hosti in tako naprej. Pa tudi ekipno delo je tam še bolj pomembno, ker je še več soigralcev in to sigurno se kaže vnaprej, da smo dobri prijatelji vsi. Kako pa ste sploh prišli, kako ste začeli s kolesarstvom, kako je prišlo do tega prestopa med nogometom in kolesom? Ja, nogometa sem se naveličal in sem rekel, da bi šel na kolesarstvo. Tudi doma smo že prej kolesarili vsi, sicer tak za rekreacijo. In potem je ata enkrat rekel, naj grem na trening s Slogo. In takrat sem vedel, da mi je kolesarstvo všeč in od takrat naprej sem član kluba. Veliko let pa ste bojda igrali tudi klavir, vam tudi znanje igranja glasbenega inštrumenta morda kaj pomaga pri kolesarstvu, morda z držanjem ritma na vzponih? Ja, načeloma ne, ampak ritem pa mogoče mi gre. Imate raje morda individualne treninge ali se raje s prijatelji družite na skupinskih treningih in vožnjah? Bolj so mi všeč skupinski treningi, ker imam tudi neko motivacijo, da nekoga prešprintam, naprimer, ali pa premagam na klanec, ker če sem sam, pač je dolg čas in tudi ni nekoga, ki bi te malo motiviral. Kaj je bil do zdaj vaš najtežji dan na kolesu? Se morda spomnite, kdaj ste najbolj trpeli na dirki ali pa tudi na treningu? Ja, najbolj sem trpel na kolesu na maratonu Franja, ker so me na vzponu na Kladje začeli grabiti krči in niso popustili do Ljubljane in takrat sem res trpel in sem pomislil, da bi odnehal. Imate morda kakšno najljubšo dirko, na kateri bi želeli voziti v prihodnosti, pa naj bo to ali kakšna manjša slovenska dirka ali pa seveda te največje dirke, kjer sedaj blestijo slovenski profesionalci? Ja, dirka po Sloveniji mi je kar tako všeč, je razgibana in proge so lepe, tako da to je ena izmed dirk, ki bi se jih rad udeležil v prihodnosti. Ko smo ravno pri dirki po Sloveniji, prav minuli vikend ste nastopali na dirki po Sloveniji za tiste mlajše kolesarje, to je bila večdnevna dirka. Kako se pripravite na večdnevno dirko in kakšni vtisi so po tej etapni preizkušnji? Ja, pred dirkami poskušamo imeti več treningov zapored, zato da se tudi pozna tale utrujenost na treningih, tako kot na dirkah, ker so več etapne. Sama dirka pa meni osebno ni šla ravno po maslu, ampak sta pa zato Saš in Nik dosegla vrhunske rezultate. In ja, smo bili veseli. Kako je bilo dirkati v dresu slovenskega prvaka, so vas tekmeci kaj drugače gledali? Ja, sicer sem lahko imel dres le 2-krat, zaradi kronometra, kjer nisem zmagal in zaradi kriterija, ki še bo, državno prvenstvo.
So me pa tekmeci gledali, ja. Čeprav sem v nedeljo dres tudi strhal, kar mi je malo škoda, ampak bomo zrihtali novega. Kaj pa je vaša najljubša trasa za trening, kateri vzpon imate najraje morda tukaj v okoliških krajih? Ja, zelo mi je všeč vzpon čez Zalo iz Idrije do Godoviča, ker je malo bolj položen in lahko treniram tudi više hitrosti. Če pa hočem bolj strmega, je pa to iz Idrije na gore, kjer je domač klanec. Ja. Ste v preteklosti že dirkali tudi v tujini ali imate več izkušenj slovenskih cest? Ja, sigurno imam več izkušenj na slovenskih cestah, ampak smo šli pa tudi z ekipo prejšnjo leto v Avstrijo na več etapno dirko, hodimo pa tudi v Italijo na enodnevne dirke. In koliko izkušenj vam da to, da dejansko lahko dirkate v tujini z drugimi kolesarji? Je morda tudi slog dirkanja kaj drugačen kot zgolj na slovenskih dirkah? Ja, mislim, da v tujini je slog dirkanja malce drugačen. Vsi kolesarji so bolj pasivni, ni toliko napadov, ampak je le na koncu zadnjih par kilometrov razplet dirke, ker tukaj v Sloveniji so pa skozi napadi, ki jih je treba pokrivati in je dirkanje bolj aktivno in zaradi tega tudi težje. Vsi idrijski kolesarji, denimo Jan Tratnik, pa potem tudi brata Skok, so po odlični mladinski karieri v ekipi Sloga Idrija nadaljevali v tistih slovenskih kolesarskih prestolnicah, denimo Kolesarski klub Rog ali pa Adria Mobil. Se tudi vi morda v naslednjih letih vidite v kakšnem takšnem klubu, predvsem zaradi tega, da bi seveda lažje napredovali kot kolesarji in imeli boljše morda povezave s tistimi večjimi svetovnimi klubi? Ja, imam željo nadaljevati naprej. Bi preferiral bolj Adrijo kot Pohi Team, ker je tam še manj kolesarjev in se zato lahko trenerji bolj posvetijo vsakemu posebej. Tako da ja, Adria Mobil je kar obetaven klub. Imate še kakšen morda večji cilj v letošnji sezoni ali ste ga že izpolnili z naslovom državnega prvaka? Ja, načeloma smo dosegli, kar smo želeli, ampak to še ne pomeni, da ne bomo se udeleževali dirk in probali pobrati še kakšne medalje. V redu. Jakob Petrič, čestitke za dosežen rezultat, hvala vam za obisk v naši oddaji in hvala vam za ta pogovor. Vse dobro vam želimo na vaši kolesarski poti in upam, da se še kdaj slišimo v tem studiu po še kakšnem vašem velikem uspehu. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in se vidimo v naslednji oddaji.